Spoštovani, pozdravljeni pri ogledu posnetka predavanja o ekološkem tretiranju semen s predstavitvijo plazemskega razkuževanja. Posnetek zajema le del predavanja, ki je javnega značaja. Za morebitna vprašanja smo dosegljivi na kontaktih, navedenih na koncu posnetka. Zdaj, mi smo imeli letos en projekt oziroma zdaj že lani, en projekt, in sicer Plasma Seed Treatment, o katerem bomo kasneje nekaj spregovorili. Kar smo mi v tem projektu samo naredili na začetku, je bila pa tudi pregled trga oziroma kaj se uporablja od različnih semen v naših kmetih. In kaj se je zgodilo je, mogoče kot eno tako splošen podatek, da se še vedno v ekološkem kmetovanju največ semena uporabi doma pridelanega, se pravi, da kmetje bodisi sejejo tisto, kar pridelajo sami, del pridelka, ali pa odkupijo del pridelka od drugih kmetov ekoloških, in sejejo tisto. Se pravi, drugi način pa je kar precejšnja uporaba še vedno konvencionalnega, netretiranega oziroma nerazkuženega semena, kot druge oblike, ki se jo poslužujejo predvsem večji pridelovalci. Se pravi, glavno kupovanje ekološkega semena, kot takega, prav ekološko pridelanega, pa je v manjši meri. So pa tu razlike med sektorji, se pravi, razlike so med poljedelci, zelenjadarji, večjimi pridelovalci, manjšimi pridelovalci, tako da je težko čisto posplošiti, ampak generalno gledano, se pravi, se še vedno največ uporablja doma pridelano bodisi žito, ali pa zelenjadnice, se pravi, ne smemo reči v tem primeru seme, ker ni bilo pridelano prav za semensko proizvodnjo. Zakaj do tega prihaja? Zaradi tega, ker imamo še vedno premalo ekološke proizvodnje semen, in pa zaradi tega, ker so zelo malo sort imamo tudi na voljo, se pravi, so velike omejitve pri samih sortah, ki so na voljo, pa pogosto se srečujemo tudi z slabšo kakovostjo ekoloških semen, zaradi česar se potem večji tržni pridelovalci raje poslužijo certificiranega, konvencionalnega, netretiranega semena. Zakaj zdaj to omenjam? Prav zaradi tega, ker pri tej veliki uporabi lastnega semena ali pa semena kupljenega od drugih kmetov, se lahko to predstavlja nek večji pojav bolezni, ki se prenašajo s semenom, ker tako seme običajno ni pregledano in je tu ena taka nevarnost potencialna, katero moramo vzeti v obzir. Tu so zdaj našteta dovoljena sredstva za varstvo rastlin v ekološkem. Veste, da imamo te priloge, ki so zaenkrat še veljavne, z novo uredbo 848, počasi bodo prišli novi pravilniki, nekatere stvari lahko se bodo spremenile, ampak do takrat bomo počakali. Zdaj zaenkrat so to še vedno snovi, ki se lahko uporabljajo za ekološko varstvo rastlin. In vprašanje je, katera od teh sredstev, kot so recimo alge, lesni pepel, razni fungicidi, kot je baker, insekticidi, kot recimo spinosad in podobno, a so kateri od teh sredstev v bistvu primerne za tretiranje semen in ali se v bistvu tudi v ekološkem uporabljajo, to bomo pa danes videli. Zdaj bi pa za začetek res, ful sem bila vesela, da sem to našla, nisem mogla verjeti, gre za Syngentino dejansko predstavitev oziroma promocijo podjetja Syngenta in njihovih proizvodov, ampak tu na začetku so tudi stvari, ki mislim, da so zelo luštno prikazane in jih lahko tudi mi kot ekološki kmetje pogledamo, in sicer pogled v zgodovino tretiranja semena.
špresa in čebula. V srednjem veku, se pravi klor in pa iztrebki, se pravi gnoj. In je bila ta zgodba s potopljeno ladjo, ki se je potopila v morju, v kateri so bila semena. Ko so ta semena iz slane vode posejali, so bila veliko boljši pridelek bil brez njih. In to je bilo naslednjih 100 let dejansko uporabljeno. Potem so prišle bakrene soli in pa namakanje v vroči vodi. No, tu pa se konča v bistvu zadeve, ki so interesantne za nas kot ekološke. Dalje je šel potem seveda razvoj v različne druge kemične spojine in je prikazano, če si boste kdaj želeli pogledati pač celo pot tudi še naprej do danes. Kaj je danes najbolj uporabljeno in dovoljeno tudi v ekološki pridelavi, kar se tiče teh alternativ kemičnemu razkuževanju, se pravi termoterapija, uporaba elementov sledovih, organske kisline, rastlinski ekstrakti, eterična olja, pepel in še bi se našlo. Pa so še pa druge metode, mehanske, recimo ščetkanje, prezračevanje, infrardeča sevanje, ozmotski tlak, ultrazvok, vakuum, pač vse možne različne tehnike so preprobane. Termoterapijo najbolje poznamo in se najdalj časa tudi uporablja, se pravi gre za toplotno uničevanje mikroorganizmov, ki so na obrobju semena. Seveda je treba upoštevati, da se ne bi spremenila kalivost. Lahko pa so različni mediji za prenos toplote, bodisi z vodo, zrakom ali paro. Uporablja se veliko na zelenjadnicah. Je pa potrebno zagotoviti točno primerne pogoje za določeno zelenjadnico ali pa za določeno seme drugih vrst, da se pravi, kakšno je trajanje obdelave, kakšna temperatura, kakšno sušenje. Tako da na večini rastlinskih vrst ta tehnologija se lahko uporablja dokaj učinkovito za glivične okužbe, je pa malo odvisno od tega, katere glivice imamo in pa tudi za bakterijske okužbe. Možnost za eno tako razkuževanje, recimo z vročo vodo pri 45 stopinjah za 2 uri ali slanico. Teh postopkov boste si danes videli potem še pri Mariji nekaj, pa tudi skozi ta predavanja je pol nekaj različnih metod, glede na kako seme imamo. Parametri, se pravi, se spreminjajo nekje od 40 do 53 stopinj Celzija in pa čas tretmaja od 10 do 40 minut, se pravi, vse je odvisno od vrste semena in pa zadevnih patogenov. Pri obdelavi s paro, pri temperaturi recimo 65 stopinjah, pa je trajanje nekje od 60 do 120 sekund, se pravi, kadar uporabljamo paro, je čas krajši. Tako da tu pri pari je lahko ugodno tudi to, da gre pol za kratkotrajno in hitrejše sušenje semen po obdelavi, kot pa pri vroči vodi, recimo, je pa tu problem zaradi vpliva na kalivost, treba še posebej paziti. Pri nižjih temperaturah termoterapija ni učinkovita za vse bolezni, pri višjih temperaturah je pa nevarnost zaradi prizadete kalivosti semen. Tako da te fizikalne metode trenutno pač nimajo nekih regulativnih omejitev, zato je njihov razvoj v bistvu dosti bolj spodbujen, kot pa pri razvoju dezinfekcijskih sredstev, pri katerih pa seveda smo omejeni z dovoljenjem, kaj je dovoljeno sprej v ekološki pridelavi.
Potem imamo elemente v sledovih, to bomo tudi videli, da se uporablja v komerciali. Veliko, se pravi, razni mikroelementi, najbolj je uporabljen pa je seveda in najbolj poznan tudi za vas je pa baker. Potem od organskih raznih spojin so recimo organske kisline. Dobro poznate ocetno kislino ali pa če rečemo kar kis, v katerem je ocetna kislina kot aktivna učinkovina, pa mlečna kislina, mleko v prahu, gorčica v prahu, potem rastlinski izvlečki, eterična olja, etanol. Tako da v preteklosti je bilo kar nekaj preizkušenih metod razkuževanja semena, recimo z alkalnimi snovmi, kot je kalcijev karbonat ali pa uporaba pepela, ki je tudi alkalen. Pri kisu ali ocetni kislini, se pravi, to že sega zelo daleč nazaj, od 1928 naprej je dejansko bilo že pisno priporočilo za uporabo tega. Uporaba je bila pa seveda še daleč nazaj v zgodovino. Da so učinkovite pri zatiranju sneti, recimo, pri ječmenovi progavosti pa so potrebne višje koncentracije ocetne kisline, zato ker je povzročitelj recimo ječmenove progavosti v povrhnjici semena in ne na površini. Tako da bomo pol si tudi pogledali samo doziranje pri kisu. In je vedno, se pravi, različno glede na povzročitelje. Spet je treba paziti, da se ne prizadene kaljivost. Lahko se kis uporablja tudi kot fungicid za zaščito rastlin pšenice, ječmena in pa določenih zelenjadnic. To se je tudi včasih prav uporabljalo, preden je bilo zamenjano v komercialne namene, preden je bilo zamenjano z klasičnimi kemičnimi snovmi, ki so zdaj v uporabi. Tako da dovolj je bilo narejenih, se pravi, znanstvenih raziskav, ki so omogočile, da je kis danes dejansko registriran kot osnovna snov, tudi za tretiranje semena, kar pomeni, da ne potrebuje dodatne registracije za uporabo za varstvo rastlin. Tako da nekako 10 do 40 minut se v določenih protokolih ta kontaminirana semena namakajo v raztopini s kisom pri različnih koncentracijah ocetne kisline. Glavni baktericidni učinek seveda ima ravno pH, znižan pH medija, ker imajo patogenci nekje optimalno vrednost tam nad 7. Bomo si pa zdaj prav pogledali tukaj, pravi, priporočila za uporabo kisa za določena semena. Tu v prvi vrsti gre za pšenico, tritikalo, durum pšenico, piro in pa ječmen. In sicer imate na levi strani napisane, kako se uporablja, zakaj se uporablja, se pravi, proti katerim povzročiteljem, in na desni potem objasnila. Sicer gre za pšenično trdosnet, pšenično snet in pa ječmenovo progavost. Tako da se tretira enkrat pred setvijo. Čas uporabe tukaj sicer piše jeseni, to meni ni bilo jasno zdaj, ali je to zdaj samo za jesenska, se pravi, če ozimi ne sejemo. To bi mogoče pol v debati izpostavljeno, če ima kdo izkušnjo, zakaj je tu zdaj sam jeseni čas uporabe, če načeloma bi se naj pred setvijo, se pravi, to si smatram za ozimine. Koncentracija aktivne snovi kot ocetna kislina, se pravi 25 do 50 gramov na liter, dejansko se meša 1 liter vode z 1 litrom kisa. Ta kis pa naj bi imel procent ocetne kisline od 5 do 10%. Imate pač različne kise, odvisno katerega imate. In potem imate ta odmerek 2 litra pripravka, zmešanega iz 1 litra vode, 1 litra kisa na 100 kil semena. Tako da te boste tako imeli, jaz vam bom dala ta predavanja pol tudi na YouTube oziroma bo dosegljivo, da ne boste zdaj hiteli si tega prepisovati. Drugače je pa tudi na spletni strani ministrstva, imate tudi te recepte in tudi za ostale osnovne snovi, ki se uporabljajo, tam si lahko vedno pogledate, če so tudi noter, kako se zadeve pripravijo, če bi jim vam kaj prišlo prav. Kar nekaj je takih, ki se lahko uporabljajo za ekološko
Se pravi, pol so vrtnine, recimo korenček, paradižnik in paprika proti alternariji, tudi enkratno tretiranje semena pred setvijo, se pravi v celem času od jeseni do pomladi. Prav tako je koncentracija 25 do 50 gramov na liter. Se pa seme začasno namoči v raztopino 1 litra kisa zmešanega z 1 litrom vode in nato odstrani. Tako da tu je še pa podobno isto za tržno seme vrtnin, isto paprika, paradižnik, kot je bilo prej, ampak za druge povzročitelje. Bakterijska ovelost pri paradižniku, bakterijski ožig pri paradižniku, bakterijska pegavost pri papriki, siva plesen in podobno. Isto se seme namoči v raztopino 1 litra kisa in 1 litra vode, tretiranje pred setvijo. No. Okej. Ja, preizkusi so pokazali, da se pokaže zaviralni učinek kisa na sposobnost kaljivosti semen pri koncentraciji 25% in se povečuje sorazmerno s koncentracijo. Tako da je treba paziti pri paradižniku, pa že koncentracija, ki je večja od 20%, zmanjša kaljivost in upočasni rast rastlin. Pa imate tu še druge variante, kot so gorčična moka ali pa gorčično olje, kot možnost za preprečevanje snetljivosti. Potem so še eterična olja timijana, evkaliptusa in pa klinčkov, pa drugi rastlinski izvlečki, kot so preslica, baldrijan, hren pa kamilica. Tukaj se pol kuhajo dejansko čaji, o čajih vam bo še Marija pol nekaj povedala. Pri preslici 50 gramov suhe preslice na liter vode se kuha, baldrijan 10 kapljic eteričnega olja se meša 15 minut v 1 litru vode. Hren se namakajo korenine, cvetovi v 1 litru vode za 24 ur, kamilice se kuhajo, se pravi spet suhi cvetovi 50 gramov v 10 litrov vode. Pravim, to si boste lahko potem pogledali, če bi kdo karkoli želel preizkusiti. Tu je še en tak poskus, ki sta ga delala profesor Ačkotova pa Igor Šantavec na Biotehniški fakulteti. Gre za to, da so tretirali, se pravi, semena s klasičnimi fungicidi in pa z dvema ekološkima pripravkoma in to primerjali z netretiranimi semeni. Gre za pšenico, in sicer pred setvijo. Kaj so ugotovili? Tukaj imate dva taka našteta, agrostemin, ki gre za ekstrakt naravnega kokolja in pa nekaterih drugih rastlin, pa Phytolife, ki je naravno mineralno sredstvo, dejansko gre za okamenele alge iz Panonskega morja. Oba se lahko uporabljata tudi v ekološkem in ko so pred setvijo seme v bistvu inkubirali, so ta naravna sredstva dejansko pokazala določen odstotek delovanja, seveda ne tako učinkovito, kot je to bilo pri klasičnem fungicidu, vendar pa veliko boljše, kot je bilo pa pri netretiranih semenih. Potem so ta tretirana semena posejali in spremljali v bistvu poskus, se pravi pridelek, ki je zrasel iz teh semen, in so ugotovili, da je ta agrostemin v primerjavi z nerazkuženim semenom zmanjšal vidne okužbe klasov z fuzariozami v času voščene zrelosti. Ko pa so primerjali dejansko, ker so pri tem gledali 8 kmetij, nekatere so bile ekološke in nekatere so bile konvencionalne, so pa tudi ugotovili, da dejansko ni bilo razlik v sami okužbah potem pridelka med konvencionalnimi in pa ekološkimi kmetijami, tudi takrat, ko so gledali recimo samo netretiran pridelek, ki je zrastel. Tako da ti ekološki pripravki v tem primeru so imeli delen vpliv na zdravje semena. Zdaj pa gremo na to, kar sem vam obljubila, da bo pač malo bolj futuristično oziroma je nekaj, kar se
že uporablja in pa s tem sledi takoj nekaj, kar se šele bo v prihodnosti uporabljalo. In sicer gre za razkuževanje z elektroni. V tem prvem primeru in sicer Evonta je en stroj, tehnologijo imenujejo Eventus. Gre za podjetje v Nemčiji, ki je ustvarilo napravo, ki z električnim tokom ustvarja nizkoenergijske elektrone in če s temi nizkoenergijskimi elektroni bombardiramo seme, ki gre skozi to linijo, ga dejansko razkužujemo. To ni popolnoma novo, se pravi, ta ideja je prišla že v 80. letih, ko so začeli to raziskovati, vendar je komaj sedaj postala toliko aktualna. Seveda z vsem tem zmanjševanjem oziroma grožnje po zmanjševanju fitofarmacevtskih sredstev tudi postajajo take tehnologije bolj aktualne. Gre za lahko stacionarne enote ali pa mobilne enote. Trenutno lahko razkužijo okoli 30 ton semena na uro. In do zdaj so Nemci leta 2002 so to začeli tako pilotno delati in potem v bistvu prešli tudi na prave komercialne linije in so do zdaj razkužili nekaj tisoč ton semena brez uporabe kemičnih sredstev. Je pa primerno za vse, tako za žita kot koruzo, riž, zelenjavo, stročnice in druga posebna semena, je pa potrebno pač te stroje primerno nastaviti. Lahko se pa integrira, se pravi, v neke obstoječe sisteme za pripravo semen, se pravi, da ga kupijo podjetja, ki se s tem ukvarjajo in ta del potem služi razkuževanju, dalje pa pol imamo lahko tudi dodelavo semena in podobno. En tak stroj trenutno stane okoli nekaj manj kot 700 000 evrov. Tu vam bom pa samo zdaj pokazala, filmček je v nemščini, nič takega ne bojo povedali, kar ne bi jaz zdaj povedala, vas bom opozorila, če bo kaj, ampak samo to, da vidite samo linijo in ta kratek odsek je noter. Eine Landwirtschaft, die möglichst wenig Chemie einsetzt, das ist Anliegen von Olaf Röder. Seine Radeberger Firma Evonta Service hat eine gesunde Alternative entwickelt, Saatgut vor Krankheiten und Schädlingen zu schützen, ohne Pestizide. Wir haben ein Verfahren entwickelt, das nur elektrischen Strom nutzt. Das heißt, das Saatgut wird in einem sehr effektiven Prozess behandelt mit niederenergetischen Elektronen und dabei werden sehr umfänglich Bakterien, Pilze und sogar Viren bekämpft. Sehr wirksam. Das Saatgut geht nachher sehr vital und gesund auf dem Feld auf. Die Firma bedient sich einer physikalischen Lösung. Die niederenergetischen Elektronen machen das Saatgut in weniger als einer Sekunde frei von Schädlingen und Krankheitserregern. Das so behandelte Saatgut ist sowohl für den konventionellen als auch für den ökologischen Landbau geeignet. Denn es bleiben keinerlei chemische Rückstände in Pflanzen und Böden zurück. Die Natur wird nicht belastet. Schon jetzt können dank dieses Verfahrens deutschlandweit pro Jahr 30.000 Liter Pestizide in der Landwirtschaft eingespart werden. In 5 Jahren sollen es bereits bis zu 200.000 Liter Chemie sein, die auf diese Weise umweltfreundlich ersetzt werden können. Pravi, kot nadomestek za kemično razkuževanje uporablja se pravi električni tok, ki proizvaja elektrone in te snovi dejansko ne prehajajo potem, ne ostajajo v semenu, ne prehajajo v okolje, zato ker razpadejo. In zdaj smo že pri plazemskem razkuževanju. Plazemsko razkuževanje je zelo podobna zadeva, gre tudi pri tem za elektroni dejansko nastajajo ti nabiti elektronski delci, isto je pri plazmi, se pravi, gre za četrto agregatno stanje, imamo trdno, tekoče, plinasto, plazma pa je dejansko ioniziran plin oziroma plin z električnim nabojem.
Poznate razne plazemske svetilke, televizorje, danes se uporablja marsikje v industriji, stomatologiji, dermatologiji in pravijo, da je to tehnologija, ki bo praktično uporabljena v vsaki industriji v prihodnosti. Je zelo veliko različnih načinov, da se plazma ustvari, pač odvisno tudi, kaj je osnova, kateri plin, iz katerega se dela, in tukaj v tem primeru, kjer se uporablja za razkuževanje semen, se tvorijo izredno reaktivne substance, se pravi razni prosti radikali, istoelektroni, ki na licu mesta reagirajo potem z organskim materialom, ali je to bakterija, virus, mikotoksin, gliva, in potem razpadejo že v reaktorju oziroma na tehnološki liniji in ne pridejo v okolje. Se pravi, te snovi so zelo nestabilne in kakor hitro srečajo neko organsko snov, z njo zreagirajo in potem razpadejo. Prosti radikali v našem telesu konstantno nastajajo, naše telo se z njimi, imunski sistem se z njimi tudi brani in tudi v okolju, se pravi, se konstantno pojavljajo. Tako da gre za nekako ekološki postopek razkuževanja semen, ki pa še ni odobren za komercialno uporabo in je trenutno v fazi raziskovanja. Zanimivo je pa zato, ker so odkrili, da ne uniči samo povzročiteljev, ampak tudi toksine določene, sploh mikotoksine, kar bi bilo zelo ugodno za uporabo v krmi, kjer nam mikotoksini povzročajo izredno veliko preglavic, ker vplivajo na zdravje živali. In pa, kjer se uporablja kar nekaj recimo žit v kakih žitnih kašicah, se pravi prehrani otrok, prehrani starostnikov, prehrani bolnikov, in tam bi v bistvu mogla biti ta hrana, ki jo uživajo, neoporečna, ker so to naše najbolj ranljive skupine. Mogoče tudi to, da s plazmo lahko so do zdaj ugotovili, dejansko se vpliva tudi na izboljšanje kaljivosti semena oziroma zdaj še ugotavljajo, nekatera semena potem tudi hitreje skalijo. To in pa gre za sevalno energijo, ki ima različne valovne dolžine, stopnje moči in mogoče je pomembno ravno to, da ta sevalna energija, tukaj imate zdaj dva primera z Inštituta Jožef Štefan, ki pri nas to metodo plazemskega razkuževanja razvija. In to so se pravi njihovi strojčki, s katerimi trenutno to delajo, da ko vi enkrat ta vir energije odstranite, se vse ustavi, takrat plazma dejansko potem izgine. To seme, ki ga Jožef Štefan trenutno dela, se testira v okviru dveh projektov. Plasma Seed Treatment, ki sem ga prej omenila, se končuje z letošnjim letom. V teku je projekt Plasma Grain, kjer se potem ta semena sejejo v praksi pri Žipu Lenart pa pri drugih partnerjih v projektu in se potem gleda uspešnost oziroma zdravje teh semen, potem pridelka, ki zraste iz teh semen. Rezultati zaenkrat so še samo preliminarni in bo znano kaj več, se pravi ob koncu teh projektov, a je to sploh možna taka trenutni postopki, ki jih zdaj imajo, a so sploh možni, a so sploh efektivni, ali bojo primerni za uporabo. Sočasno pa se razvija potem tudi začetne te pilotne linije, prototipe in pa tudi mobilne linije, da bi lahko služile, se pravi, kot premične. Potem je pa tu še en dodatek, in sicer pri tem projektu ne bo samo plazma kot razkuževanje, ampak želijo narediti tudi nadaljevanje tega, se pravi, da se semena potem tudi dodelajo po plazemski obdelavi, pri čemer se bi kemične snovi, ki se danes uporabljajo, ki imajo danes različna fungicidna, baktericidna, insekticidna, biostimulativna ali odvračalna delovanja, ki se uporabljajo v konvencionalnem, da bi se zamenjalo z biološko aktivnimi snovmi. Tako da to, se pravi, ko smo mi gledali, a se to
plazensko tehnologijo dejansko želijo ljudje, ali so jo sploh pripravljeni v prostoru sprejeti, je bilo nekako tak pol, so se odzivali na to, eni da, eni ne, ljudje. Dejansko je problem, da ko se neke tehnologije ne poznajo, je na začetku dobro biti previden in prav je, da smo pri njih previdni, vendar bojo pač znanost in pa sam razvoj pokazal, kako se bojo obnesle. Tako da ekološki kmeti načeloma kar so zainteresirani, da bi imeli neko metodo razkuževanja, ki bi bila za njih učinkovita in ne bi bila obremenjujoča za okolje in pa za zdravje. Tako da so se kar pozitivno na to odzvali. Vsekakor pa moramo še počakati, kaj s to metodo bo, ne. Je pa zanimivo, da pa, ko smo spraševali anketirance, kaj jim je najbolj pomembno, pri razkuževanju semena, se je večina odzvala v bistvu, da ni negativnega vpliva na kalivost, in da se zaustavi ta prenos bolezni. Ni pa bilo ljudem pomembno, da mora biti razkuževanje popolnoma ekološko, To se pravi vidi ta razlika, ker mi smo zajeli celotno populacijo, se pravi vse kmete, ne zdaj samo ekološke, tako da konvencionalnim te metode se ne zdijo toliko sporne, jim je samo pomembno, da so učinkovite, medtem ko ekološki kmetje se vedno odzovejo tako, da mora biti tudi ekološko primerno in nesporno, Tudi podjetja so naklonjena temu, od podjetij najbolj so se odzvali tisti, ki se že danes ukvarjajo z uporabo okoljsko bolj sprejemljivih metod. Danes je z nami recimo Sadba Olinc v tem primeru, ki imajo kar široko paleto tudi ekoloških semen in so zelo naklonjeni. Dejansko smo govorili z Avstrijci, ki podpirajo, se pravi vse, kar je okoljsko bolj sprejemljivo in bolj sprejemljivo s stališča zdravja pri njihovem podjetju, To. Kar se tiče samega plazemskega razkuževanja, merkantila, so kmetje v bistvu bili pri sami anketi, ko smo jih spraševali, so bili bolj za to, bolj je bilo za njih pomembno, da se razkužuje seme, kot pa to, da bi se razkuževal tudi merkantil za odstranjevanje mikotoksinov. Zdaj, kaj je temu vzrok? Ali to, da se mogoče ne zavedamo toliko te problematike, ki jo mikotoksini povzročajo, ali pa to, da se res zavedamo tega, kako pomembno je, da je seme kakovostno za neko uspešno. V tem primeru je bilo poljedelsko pridelavo, ker smo mi vključevali poljedelce, ker je šlo za tretiranje poljedelskega semena, se pravi pšenice, ječmena in pa koruze, ampak verjetno tudi pri zelenjadarjih prav tako pomembna kakovost semena. Zdaj si bomo pa še samo pogledali dodelavo semena na hitro, Zakaj še semena dodelujemo oziroma obdelujemo, da bi izboljšali nekako njihovo uspešnost, bodisi kalitve ali obrambe pred nekimi patogenci v tleh. Sicer, kaj lahko počnemo? Poznamo dve glavni metodi spodbujanja semena, in sicer predpripravo semena s postopki seme spremenimo pred časom setve, recimo da povzročimo predkalitev ali pa spodbujanje določenih fizioloških procesov semena, in pa potem dodelava semena. Tu pa dodajamo različne obloge, pri čemer pa samo seme ostane nespremenjeno, ga ne predkalimo ali karkoli, kot je to pri predpripravi semena, ampak te obloge potem začnejo delovati, ko seme posejemo. Isto je nek cilj izboljšati kalitev pa rast sejancev s vplivom na vigor ali fiziološki status, olajšanje sejanja in pa vznika ter olajšanje dovoda hranil in inokulantov, ki jih seme potrebuje za vznik. Te tehnike predsetvene obdelave pri predpripravljenem semenu potem lahko ugodno vplivajo na rastline v obdobju povečanih okoljskih stresov. Veste, kakšno imamo danes zunaj, kar se tiče teh podnebnih
sprememb, včasih ne moreš prav čas na njivo, pa se pojavi suša, pa so razne bolezni in to so vse stresorji. Pol tretiranje semen pred setvijo lahko pač opravimo, bomo si zdaj pogledali, na kak način. In sicer lahko so fizikalni, kemični ali pa biološki agensi, ki stimulirajo kalitev, vigor. Mi si bomo pa danes bolj pogledali biološke. Samo malo. Zdaj ena takih, preden se lotimo bioloških, ena takih najstarejših metod predsetvene obdelave semena je namakanje semen v vodi. Recimo pšenico pa ječmen namakamo 12 ur, koruzo recimo 16 do 18 ur. Sprej namočimo za toliko časa, potem pa posušimo na zraku 30 minut in posejemo. Potem iz takega načina predpriprave se je razvilo utrjevanje semen, kjer se postopek izmenjuje, postopek namakanja in pa sušenja do suhega, se pravi do 12 do 14% vode, in sicer se ta postopek izmenja 2 do 3 krat. So pa še druge vrste namakanja v različnih spojinah ali v organskih spojinah, ki imajo nizek vodni potencial, kot recimo glicerol, manitol, sorbitol, v anorganskih raztopinah, kalijev klorid, natrijev klorid, mešanje semen z vodo pa trdim matriksom, kot je recimo vermikulit ali pa oglje, žagovina, glina. Potem je biološko tretiranje semena z mikroorganizmi, tretiranje s hranili, recimo raztopine s cinkom, kalijem, manganom. In mi si bomo danes pač pogledali to, kar je za nas najbolj aktualno in tudi prisotno, in sicer biološko dodatno tretiranje oziroma dodelava semen, kjer se uporabljajo mikrobi, večinoma bakterije in pa glive, pa so pa še lahko razni, če štejemo to tudi kot biološko, ni to ravno biološko, ampak organsko, recimo še rastlinski preparati, izvlečki zdravih rastlin, proizvodi za biofermentacijo ter naravni polimeri in derivati. Naravno biološko tretiranje, zakaj bi ga sploh počeli, lahko poveča dostopnost talnih fosfatov za rastline, pospeši fiksiranje dušika, pospeši razvoj korenin, spodbudi delitev celic, poveča stresno toleranco, vitalnost in se potem to upira poškodbam, recimo zaradi določenih patogencev ali pa stresorjev, kot smo prej rekli. Zgodna rast korenin in pa večje korenine so običajno posledica in s tem zaradi tega potem lahko tudi bolj čvrste rastline, ki bolje dostopajo do vode in pa do hranil. Se pravi, rastline nekako ustvarijo potem neko območje izčrpavanja hranil v krogu, se pravi okrog svojega koreninskega sistema. Za dostop novih virov hranilnih snovi pa lahko tvorijo več korenin ali pa več koreninskih dlačic. To je ena možnost, da dostopajo, se pravi, do drugih, še dalje potem do teh virov hranilnih snovi, ali pa tvorijo simbioze z določenimi glivami, katerih hife pa potem lahko absorbirajo hranila iz tal za rastline. Glive so najbolj znane po svoji sposobnosti za izboljševanje rastlin v tleh z nizko vsebnostjo fosfatov, recimo, tako da transportirajo fosfate v rastlino, pa so še pa druge koristi, ki so povezane s tem, da glive recimo kolonizirajo korenine, in sicer izboljša se lahko absorpcija dušika in določenih mikroelementov, imate tu magnezij, cink, žveplo, bor, molibden, pa tudi kalij kot glavno hranilo. Potem pa imamo mikrobne inokulante še, se pravi, kjer se pa mikroorganizme dostavlja neposredno v rastlinsko rizosfero, kjer gre potem za vzajemno preskrbo s hranili in drugimi spojinami med mikrobi in pa koreninami rastlin. Lahko pa ti mikrobi, če tretiramo semena, delujejo kot biognojila ali pa biopesticidi. Zdaj če govorimo, da bi bilo delovanje kot neko biognojilo,
V tem primeru govorimo, da povečajo razpoložljivost hranilnih snovi oziroma hranil v rizosferi rastlin. Kot smo prej že rekli, pri prevzemu fosforja lahko pomagajo iz zemlje, tako glive tudi mikroorganizmi. Tu je naveden en komercialni produkt, recimo Jumpstart, ki je dejansko Monsantov proizvod, ki vsebuje glivo Penicillium bilaj in se uporablja za pšenico in pa ogrščico. Dosti ga uporabljajo v Kanadi, kjer poročajo, da je povprečen pridelek cirka 6% večji, s tem pa, da so izredno velike variabilnosti. Nekateri kmetje imajo izredno višje donose, se pravi tudi do 66% večje pridelke, nekateri pa spet precej nižje. To je verjetno odvisno od številnih procesov, ki so na nekem območju, na neki njivi, kamor ta gliva pride in se sooči seveda tudi z neko tam avtohtono mikrofloro. Pol so še pa vremenski pojavi in kup drugih variabilnosti se pojavlja v enih takih živih sistemih. Glivični inokulumi so namenjeni za nanašanje, prej sem rekla, da bomo govorili o mikrobih, ne, pa govorimo v bistvu še vedno o glivah, ne o bakterijah. Tako da ti glivični inokulumi se nanašajo na seme v času setve, se pravi, preden sejemo, in se dosti uporabljajo in tržijo v državah v razvoju. Pa so še pa taki mikrobni inokulanti, se pravi glive, ki pa delujejo kot neki biopesticidi, se pravi, da delujejo proti določenim patogencem, ki se no, tukaj smo zdaj ostali, se pravi, pri glivi Pseudomonas, ki ima tak potencial, da bi lahko v bistvu delovala kot biopesticid proti nekaterim drugim glivam, ki povzročajo gnitje spermosfere in pa propadanje sadik. Je pa tu ena manjša težava, in sicer recimo, ko se delajo komercialna obdelava semena, ne, so se pokazali recimo nekateri mikrobni inokulanti boljši kot pa drugi. In sicer zdaj tu so iz vrst bacilusov, bacilus, ki tvorijo spore, so te bolj stabilne in pa preživijo take obremenitve komercialne obdelave semen, kot pa recimo tiste glive, ki ne tvorijo spor, ne. Tako da čeprav je Pseudomonas lahko učinkovita, potem ko jo želimo spraviti v komercialni liniji na seme, lahko prej propade oziroma izgubi svojo aktivnost, ne. Recimo Bacillus subtilis se je dosti uporabljal za tretiranje semen bombaža in se trži še vedno kot Kodiak ali Serenade, ga trži Bayer, in se uporablja inokulum recimo kot vodna kaša. Je pa zdaj tudi taka ena od gliv, ki je zelo primerna, tudi je pa Trichoderma, ki se uporablja proti določenim drugim patogenim organizmom, in sicer tudi proti ogorčicam. Kadar se uporablja tretirano seme, Trichoderma ugodno vpliva na stanje semena in kasnejši pridelek. Imate lahko tekoče ali pa granulirane formulacije, vendar pa se redko uporablja za tretiranje semena, kljub vsemu temu potencialu, ki ga ima. Verjetno lahko tudi zaradi tega, kar smo omenili pri Pseudomonasu, ne, se pravi zaradi potem ravnanja s semenom in izgubljanja svoje aktivnosti. Potem so pri obdelavi koruznih semen recimo ta Bacillus amyloliquefaciens je zmanjšal populacijo določenih fuzarijskih gliv. Fuzarijske glive pa so izredno problematične, kar se tiče mikotoksinov. Če si videla v chat, kaj sem napisal zdaj na tem predavanju, Tamara, ti? Timotej, meni govoriš? Okej.
se pravi, so določene bakterije, ki lahko tudi na fuzarijske glive vplivajo in na njihovo proizvodnjo mikotoksinov, se pravi, da se v koruznih semenih potem zmanjša prisotnost fuzariuma in je potem manj obremenitve z mikotoksini. Potem imamo še eno vrsto oziroma en sev Pseudomonasa, ki je lahko aktivno sredstvo za tretiranje semen in se pojavlja v komercialnih pripravkih, Cedomon, Ceral in Cedres, ki so na voljo za ječmen, pšenico in pa grah. Tako da ta Pseudomonas spodbuja rast korenin, naj bi, in zgodnjo rast rastlin, deluje pa proti več različnih rastlinskih patogenov. Danes mislim, da bomo pol videli tudi v praksi uporabo, zdaj pa ne mislim, da je Ceral, nisem čisto prepričana, da bo Zvonko pol povedal. Se pravi, Ceral od Koperta je tudi učinkovit proti boleznim, ki se prenašajo s semenom, tudi proti pšenični trdi sneti, rjavenju plev in pri fuzariozah. Tako da ta bakterija je bila potem odobrena za uporabo v evropskem prostoru, tudi ne samo v Ameriki, in se lahko tretira pri nas. Pa so pa še kot stimulatorji rasti lahko delujejo, in sicer kot stimulatorji rasti razni mikroorganizmi delujejo tako, da proizvajajo določene fitohormone, recimo, in na ta način potem spodbujajo rasti sadikic, če smo prej v bistvu tretirali semena. To pa še zdaj za konec, se pravi, kar se tiče neke komercialne obdelave semen. Če imamo najprej kot priming semena oziroma bioobdelavo, ta prvi krogec, ki ga imate, se pravi seme namočeno v suspenzijo inokuluma, inokulant v semenu, se pravi poskusna, omejena komercialna uporaba, se pravi največ se uporablja se še v preizkusih uporablja. V tem primeru, ko je seme namočeno v tako suspenzijo mikroorganizmov, je dobra preživetvena sposobnost teh mikroorganizmov. Potem je druga možnost, kjer je seme obdano s filmom, kjer je inokulant v bistvu suspendiran v sladkorju ali metilni celulozi in pa posušen, kjer je inokulant v tanki plasti na semenu. In potem se ta semena zdaj večinoma bolj uporabljajo v poskusne namene. Problem tega je kratka preživetvena sposobnost mikroorganizmov. Potem so semena, ki so lahko obdana z trdno snovjo, se pravi, kjer je ta mikrobni inokulant razmnožen v trdnem mediju in nanesen na seme z lepilom. Inokulant je na nosilcu, recimo na šoti, in je pritrjen na seme. To je komercialna uporaba za rizobijske inokulante pred sejanjem. Je pa velika variabilnost v preživetvenih sposobnosti gliv v tem mediju, se pravi na trdem mediju vezanem na semeno. In pa peletirana semena, je pa to tipičen komercialni proces, kjer je inokulant apliciran na seme skupaj z standardnimi aditivi, imajo določeno, se pravi, da zagotovimo neko željeno formo, kar tudi dostikrat olajša sejanje. Ni tako v strašno množični uporabi, spet se lahko pojavlja slaba preživetvena sposobnost in v tem primeru tega procesa dodelave semena, v bistvu smo že prej rekli, nekako najbolj živi ostajajo tisti mikroorganizmi, ki so sposobni narediti spore in lahko ostanejo živi dalj časa. Pa imamo še pa možno nadzirati tudi nevretenčarske škodljivce, se pravi nematode različne. Eden redkih primerov je bil nematicida, je bila bakterija Bacillus firmus,
kjer pa ni več samostojnega izdelka. To je bil izdelek Votivo, vendar pa se je potem Votivo nehal kot sam uporabljati in prodajati, ampak so ga vezali na pončo, kjer pa gre za kemični insekticid, tako da je zdaj na žalost samo ta kombinacija pončo Votivo in ni več primerna za ekološko. Za zatiranje žuželk in rastlinskih zajedavskih ogorčic na različnih kulturah, kot so recimo koruza, bombaž, sirek, soja in pa sladkorna pesa, bi to bilo primerno za uporabo. V stadiju spor je ta Bacillus firmus primeren za obremenitve povezane s komercialnimi postopki obdelave semena, pri čemer naj bi taka stabilnost bila celo 2 leti, ampak žal pač tega zdaj ne moremo uporabljati. Potem še imamo en endosporni bakterijski endoparazit ogorčic, Pasteurja, ki je učinkovitost v bistvu tudi primerljiva z nematicidom, insekticidom, ki se že uporablja za kemično tretiranje semena. Vendar je ta bakterija žal zelo težavna za gojenje, tako da spet nimamo neke praktične vrednosti. Imamo še od Syngente tudi spinosad, en pripravek Farmor O100 Seedcare, ki pa je za varovanje čebulčka za setev, se pravi samo za čebulček je ta pripravek, in sicer gre za insekticid. Potem imamo še pa možnosti celo v prihodnosti, oziroma da bi se uporabljali recimo taki pripravki kot bioherbicidi, lahko za nadzor plevelov. In sicer ti bioherbicidni inokulanti bi kolonizirali korenine najprej, ki izhajajo iz semena kulturne rastline, katero seme bi mi v bistvu obdelali z tem inokulantom, in potem bi kolonizirali naprej rizosfero sosednjih ciljnih plevelov do te stopnje, da bi zavrli rast ciljnega plevela. To so zaenkrat ugotovili za eno strešno stoklaso, se pravi eno od trav, ki lahko povzroči znatno zmanjšanje pridelka pšenice, in določeni sevi nekaterih rizobakterij so zavirali rast korenin in pa kalitev semena te strešne stoklase. Tako da po uporabi na pšeničnih semenih, se pravi pšenična semena so inokulirali s temi rizobakterijami, so uspešno potem te kolonizirale rizosfero strešne stoklase in zmanjšale konkurenčno sposobnost plevelov. Ampak to je, pravi, toliko malo, da za splošno razgledanost, kar se tiče uporabe, pa trenutno še ni. Se pravi, vsi ti dodatki različnih mikroorganizmov lahko izboljšujejo toleranco na različna stresna stanja. Tako da, če imamo recimo stres zaradi suše, se je eden od odsevov od Pseudomonasa v bistvu lahko izkazal pri tem, da je koloniziral rizosfero sončničnih korenin in povečal odstotek stabilnih agregatov v tleh. Vendar tudi ti poskusi so šele na laboratorijskem nivoju. Podobno je pri zasoljenosti tal, če so obdelovali semena z določenimi izolati trihoderme, so bile bolj odporne na sušo in slanost, zmanjšale stres pri rastlinah pšenic, ampak spet gre za bolj poskuse še na laboratorijskem nivoju oziroma na poljskih poskusih. Potem pa imamo na koncu še pri štajerskem oljnem bučnem semenu, ki so ga tretirali z bakterijskimi endofitičnimi sevi, Serratije, Palizobacteria, in so izboljšali toleranco na sušo. Zvonko Glažar, prihajam iz semenarskega podjetja Sadba Olinc, to je kmetijska zadruga, stara več kot 70 let, in pa lastniki so torej kmetje. In ravno zaradi tega imamo do ekološke, torej narave prijazne predelave tako poljščin pa zelenjave izjemno spoštljiv odnos.
V sadbavu se več ali manj torej tržimo in pokvarjamo z žlahtnjenjem, dodelavo semena in pa semenarstvom na področju poljedelskih kultur. Koruza je takšna kultura, ki je zelo aktualna. Dovolite mi, da bi sam navedel nekatere hibride, ki so torej tudi v ponudbi že nekaj let na področju torej koruze. Tukaj imamo hibrid Danubio, izjemna trdinka. Če kdo, torej tisti, ki so ekološki pridelovalci, poznajo prednosti trdinke, primerjave zrnja, in to je potem dve zobanki, Arno in pa Absoluto. Vsem torej naša dolžnost je, prihajam torej iz semenarske zadruge, da ustvarjamo nove sorte, nove hibride, torej da žlahtnimo, potem semenarimo in seme dodelamo. Ampak vendarle želimo torej, da naše seme, naš genom, ki ga naredimo, ima potem dobro popotnico za življenje. In obdelava semena, tudi če govorimo na ekološki pridelavi semen, v tem segmentu ima pomembno vlogo. Tukaj imamo čisto intern poskus skupaj z kmetijsko zadrugo, torej z zavodom iz Avstrije, primer pri obdelave torej semena pri koruzi, in sicer biohibrid, ki je bil razkužen z primernim aktivno snovjo. To je semena so bila izpostavljena hladnemu testu, to je dokaj mačehovski test za vznik malega semena, in pa potem primer torej vizualno prikazano, kakšen je torej bil vznik torej hibrida, ki je bil nerazkužen. V drugi situaciji govorim torej o primeru konvencionalnega hibrida, torej hibrid, ki je bil pridelan čisto po konvencionalnih metodah, razkužen, in pa torej kakšen je bil takrat, ko je bil nerazkužen. Če mogoče bo bolj zadeva razumljiva, če pokažem v tabelarni obliki, in sicer torej Bio Danubio, to je pač ime hibrida, ekološko pridelano seme, ki je bilo ustrezno razkuženo, torej z ekološkim pripravkom, ima kaljivost 98%. Ampak torej govorimo o semenu, ki kali. To seme, ta rastlinica je potem izpostavljena torej življenjskim, vremenskim, težkim razmeram, torej vznik semena je potem nekje bil 95%. To je še vendarle toliko, ko pač nekako zahtevajo standardi o trženju semenskega blaga. Pri bio semenu, torej ko je bilo posejano seme in ni bilo razkuženo, torej čisto seme, ki je bilo pridelano, je kaljivost 98%, to je še vedno v hladnem testu zelo dobro, ampak potem ta rastlina, ko se sooči z življenjem v naravi, je kaljivost vznik semena le 85%. V tem primeru nam kaže dejstvo, da tudi seme, če kali v nekih laboratorijskih analizah, seme, ki ni primerno razkuženo, govorimo o ekoloških semenih, potem so velike okoljske izgube. V primeru, torej ko so bili v poskus tudi zajeti sorte in pa hibridi konvencionalno pridelano, razkuženi, takrat je kaljivost v tem testu visoka, seveda prav tako, ker so bili semena razkužena, je potem vznik zelo visok. Prav tako torej seme, ki je bilo konvencionalno pridelano in pa ni bilo razkuženo, je kaljivost torej dobra, in pa torej, ker je bilo pač konvencionalno pridelano, je seme močno, ima večji vigor, prav tako potem nekako izhaja, da je seme tudi po vzniku bilo zelo dosti kaljivo. Torej iz tega izhaja. Torej v žlahtnjenju in pa v semenarstvu ekoloških semen so ekološka semena pogosto vzeta za manjše pridelke, semena so pogosto tudi nekaj manjša, posledično normalno, ker je pač bila delež hranil v času vegetacije nekaj manjši. In torej takšna semena, ki so ekološko pridelana, iz tega izhaja, torej potrebujejo dodatno zaščito, da lahko potem dobro kalijo, ne samo torej v laboratoriju, ampak torej tudi v naravi. Biofit je torej našo razkožilo za ekološka semena. Biofit je torej komercialno ime je sicer Panoramix, to je sredstvo, ki vsebuje dobre glive, danes že o njih precej slišano, torej ko so Mycorrhiza, Bacillus in Trichoderma. To so glive, ki zaradi svojega delovanja pomagajo potem, da je absorpcija hranil, predvsem pa fosforja, v tistih mladostniških obdobjih hitrejša. To so rastline, ki so bolj vitalne, večji vigor. Torej, tale dobre glive, v tem primeru govorimo, ustvarijo dobro klimo v tleh, zaradi tega so nekako potem tudi večja koreninska masa, korenina je bolj stabilna, hitreje raste, pa sama rastlina je potem tista, ki oddela, ko pričakujemo večji pridelek. To je toliko na področju koruze. Ozimna žita oziroma na splošno program strnih žit je prav tako naš dokaj dober kapitalno območje, in sicer tukaj tržimo kar nekaj vrst in pa sort,
Torej govorimo samo o ekološki pridelanih semenih, pri jarih žitih, tako pšenica, ječmen in pa oves in pa ozimna žita, pšenica, ječmen, rž in pa tripikala. To so naše sorte in pa vrste, torej ekološko pridelane. Tukaj poudarjam, govorimo torej o ozimnih žitih. Naša torej dolžnost je, da pridelamo torej certificirano seme, torej da pridelamo genom, dobro genetiko in torej vsak baba imamo nekako poslanstvo in pa doktrino, torej vedno držimo samo seme prve množitve. Torej naše vreče so opremljene z modro etiketo, kar izkazuje najvišjo vzgojno stopnjo. Torej zraven teh zelo poznanih vrst ozimnih in pa jarih žit smo torej tudi ponosni v naš program teh programa pražit, kot je pira, dvozrna pira, enozrna pira, vse torej so ekološko pridelane in pa seveda tukaj še dodajamo v slovenskem prostoru kar vedno bolj zanimivo in pa iskano tudi trdo pšenico, torej durum v ekološki predelavi. Na področju torej ozimnih žit in pa splošno strnih žit se poslužujemo torej pripravka ceral. Pripravek ceral, to je čisto komercialno ime. Vsa naša certificirana seme pri strnih žitih s tem pripravkom tretiramo. Deluje na podlagi torej dan že slišane bakterije Pseudomonas, ki torej ima lastnost, da dobro zavira, celo onemogoči torej zaviranje zelo aktualne trde smeti pri pšenicah, snežne plesni in pa listne pegavosti, torej tiste bakterije, ki so pogoste pri vzniku ozimnih žit. Torej, pripravek ceral je pripravek, ki je nanašen na vsa naše sorte in pa vrste ozimnih in pa jarih žit. Buča je prav tako, predvsem v štajerskem delu, zelo aktualna kultura. Tukaj smo pripravili v programu torej bučjo sorta Bepo. Je torej hibrid, tako v konvencionalni in pa v ekološki predelavi. Ko govorimo torej o ekološki predelavi, je sorta Bepo, torej naš hibrid, tretiran z pripravkom, torej, ki je dovoljen za razkuževanje semena, torej temelji formula na podlagi bakra, torej ta dibakroflorov oksid, torej priprave, s katerim so tretirane torej buče, ima tipično barvo in seveda tale kemična substanca, ekološko dovoljena, zagotavlja potem predvsem hiter vznik v tistih hladnejših dnevih, ko se buče posejane in pa tudi s svojim delovanjem zavira patogene področju bakterij. Soja, torej oblika poljščine, ki je zelo zanimiva v slovenskem prostoru, ne samo v konvencionalni obliki, predvsem pa torej tudi na področju ekoloških kmetij. Tukaj imamo sorto Mentor, to je sorta, ki je v zrelostni skupini 2.0, ampak bolj torej kot o sorti govorimo danes o njenem razkožilu. To je naša ekološka semena pri soji, so tretirana z pripravkom turbosoj, čisti kemični pripravek, torej, ki je dovoljen tudi v ekološki predelavi. Predvsem pa torej je na tem sloju turbosoj, tako imenovanem, nanašena torej bakterija, ki seveda ni potrebno v vaši skupini razlagati pomen te bakterije. Tukaj desno torej bakterija, ki je živa, tukaj se izkazuje tale krvava barva notranjosti bakterije, torej govorimo, da je bakterija zelo aktivna in pa živa. Ravno s pomočjo torej turbosoja, ekološkega pripravka pri soji lahko torej dosežemo hiter, boljši vznik, boljši sklop in seveda potem tudi na ekoloških kmetijah zanesljiv in pa dober pridelek. Zaključujem nekako svoje predstavitve, lepa hvala. To je zraven prej vseh naštetih rastlinskih vrst, katere ponujamo tudi v ekološki predelavi. So še tukaj nekatere takšne izstopajoče, kot je lan, sočnica, ajda, program travinja, tako mešanic in pa torej tudi posameznih rastlinskih vrst imamo v ekološki predelavi, torej, ki se izkazuje z mednarodnim certifikatom, krmni grah, bov, mestni dosevki, oljna oljčica in pa torej tudi nekatere. Vsi ti dosevki zdaj našteti so tretirani z kakšnim primernim ekološkim razkužilom, ki pomaga torej pri vzniku semena, ali pa torej tudi imamo primere, kot je v skupini travinja, da seme torej ni tretirano, ampak vendarle je ekološko pridelano, vse na podlagi certifikata je potem tudi to nekako merodajno in se torej vidi, da je seme pod kontrolo. Lepa hvala.